Lep pozdrav tudi iz komentatorskega mesta. Razlogov za nov lep večer nogometa na planetu je torej ogromno. Predsejšnje število strelcev je pri Celjanih, ja, kar četverica je tisti, ki so postregli kar 46 golov od skupno 56 Celja, torej ogromno število. Tudi Celje zelo aktivno in živahno, kajti zabili so na zadnjih 12 tekmah. Lotrič je pri akciji, Lotrič proti strelu in žoga je zadela zunanji del mreže. Zato danes verjetno ni takoj aktiviral Amadeja Marošo, pa tudi Klemna Šturman. No, zdaj pa priložnost Šušnjarja, Stojinović Šušnjarja in gol. Mura vodi 1-0. In tako je stekel Domžalčan tam v kot proti korner zastavici, kjer so blizu tudi Black Gringosi, tukaj jih vidimo. Hitro so dosegli gol, zdaj črno-beli. Šimunžina, zdaj pa nov napad Mure, lepa kombinacija tam in tole ni gola. Taboru enega po treh razdalje, drugega iz igre, zdaj udarec v okvir vrat, ni gola. Ostaja pri 1-0. Kosičevih fantov v Stožicah za zmago. Wiesinger pri strelu preko gola. Plantak, Wiesinger, tam je moral Božič paziti, da ne pride offside. Kerin! In ali je to gol, kot kaže, je, obveljal je. Praprotnik ni dvignil zastavice na drugi strani in Celjani so prišli do izenačenja v 24 minuti. Kaj se je to zdaj dogajalo? Ante Šimunža protestira tam pri Juretu Praprotniku, češ da to bi moral biti prepovedan položaj. Pa dobro je tole presekal Karničnik, veliko prostora ima zdaj Horvat bo počakal na sprostega soigralca in Kadušič izbija, pa strel kontra in brani Rozman. In takole se na to odpira precej prostora, zdaj lepa akcija, Mandić je krenil, Mandić podajo in to je vodstvo Mure z 2-1. Ogromno prostora so pustili po tem presingu Celjani v svoji obrambi, kar so znali sprida izkoristiti črno-beli in obrestovalo se je. Mandić pa je tako lepo zaključil in Kevin Žižek je upisal. Tam bo moral biti še kako zbran Stojinović, Bobičanec zna takole preigravati. Pucko tu je malce spodrsnilo, padel je Pucko in to je 11-metrovka za Muro. Gola oziroma gole v polfinalu, pa na prejšnji tekmi proti Taboru, zdaj pa znova trese suvereno mrežo in Mura vodi 3-1. Luka Bobičanec pa se je z 11. golom zdaj izenačil na prvem mestu lestvice strelcev z Amadejom Marošo. Ungaršek presekal je vse skupaj Mandić, pa zdaj dvojna podaja Bobičanca in Mandića na mesto Stojinović. Bori se Wiesinger, ustal je pravočasno Bobičanec, to so njegove priložnosti in strel. Šušnjara pa Lotrič, odteka Kadušič, Lotrič. S peto poizkušal Kerin, preslabo. Ungaršek in pa tam nov zračni duel. Mandić bo spustil žogo na tla, tako je Žižek do Bobičanca, na drugi strani je Karničnik se odkrival, Bobičanec in mimo gola. Kajti Muri bi to prineslo nove super velike 3 točke, brani Rozman, nov sjajen poskus Luke Bobičanca. Odigrati kakšno akcijo, precej bolje. No, zdaj pa še ena napaka v obrambi Celjanov. Mandić in znova sjajno Rozman. Ja, medtem je tudi inštitut iz Lozane za športne raziskave potrdil, da je Celje število, oziroma ekipa, ki največ priložnost zdaj za Muro in kot kaže, gol ne bo veljal. Za nami je top tekma. Pomeni, odigrali smo točno tako, kot smo se dogovorili. Zmaga bi lahko bila izdatnejša, nasprotnik je v bistvu imel eno priložnost iz te, oziroma dve takoj na začetku tekme in iz te izkoristil za zadetek. Tako da mislim, da
ko pogledam vse skupaj, mislim, da smo v vseh segmentih igre danes prevladovali. Ja, naša podoba danes je bila zelo slaba, torej brez duelov, imeli smo težave v vseh vrstah in v obrambi in sploh v zvezni vrsti, tako da smo praktično izgubili brez nekega odpora.